danes, kar se mi zdi, da je pomembno, da če zdaj povežemo to, ne, se pravi ta ogenj, ta princip sonca, ki bo obremenil srce, bomo v resnici tudi v zimskem času, potem se pravi zima 2026-2027, rabili bolj poskrbeti za ledvica. Ja, seveda, ker tudi v letu 2027 bo srce še vedno izpostavljeno. Izpostavljeno, še bolj morda. Tako da zima je zelo pomemben čas, da se spočijemo, da nahranimo ledvično energijo, ker ledvice so hladilna tekočina za srce. Če to odpove, je konec. Je konec, srce se skuha. In je definitivno konec. Tako da predvsem tu umirjati, recimo masaža ledvic. V poletnem času in zimskem času. Vedno paziti, tudi da ne pretiravamo z dejavnostmi. Bioritem je zelo pomemben. Poleg prehrane torej tudi spanje. Poleg prehrane in hidracije spanje. Naspati se, umirjati se, toplo na ledvička, čeprav bo vroče. Tudi tu se hitro shladimo, recimo seveda pa še skok v hladno morje, ampak tukaj pride že lahko do šokov. Se pravi, ti greš počasi v vodo? Zelo počasi. Spred pripravo. Evo, zdaj si se pa razkrila. Nujno levo roko. Da jo namočiš, počasi zmočiš. Da pripraviš srce. Da pripraviš zelo počasi preko ledvic. In potem, ko si tukaj in to, potem pa lahko. Potem pa lahko. Odlično. Jaz bi rekla, da je plavanje letos tudi v poletnem tečaju, ki vam je na voljo, poleg priročnika, bi rekla, da je letos plavanje najboljša poletna aktivnost? Zelo dobra poletna aktivnost, pa tudi hoja. Obstaja ena taka vrsta prijetne hoje, reče se ji meditativna hoja. To pomeni, da zavestno se prizemljujemo, hodimo in dihamo, lahko štejemo tudi dihe. Za srce in živčni sistem je koristno, da je izdih daljši. Ker ko umirimo živčni sistem, vplivamo tudi ugodno na utrip srca, ga umirimo in je to vse skupaj zelo povezano. Tako da dih, sproščanje, plavanje voda, ja, ampak ne prehladna spet. Pač rabimo paziti, da ne skočimo v morje, če smo ful pregreti. Ali pa zelo mrzlo vodo. To je treba postopoma. Srce nima rado šokov. Najlepša hvala za vse informacije, ki si jih posredovala. Vi, dragi gledalci in gledalke, pa celo poletje imamo za vas pripravljene posebne vsebine, pripravljene nove, sveže vsebine, zato da boste lahko nekje v senci spremljali in dobili kakšen dober recept, dobili kakšen dober nasvet, povabilo k kakšnemu ritualu, nekaj, kar lahko naredite doma, zato da bo ravno ustrezno podporno za to obdobje in za ta čas. Tako da spremljate vse nove rubrike, spremljate na klepet.kavi.si vse novosti. Tale jutranji prižig je krasen tudi dodatek, poglejte si ga, in pa tale dva poletna paketa, kjer je zraven torej gratis tudi babasu, olje in pa čim bolj radostno. Radost je čustvo v poletnem času. Je vrlina. Vrlina. Radost in veselje sta dve različni stvari. Veselje je nekaj hipnega, površinskega, medtem ko radost gre pa veliko globlje. Lahko smo radostni, tudi če se ne zgodi kaj lepega, ampak v sebi vseeno globoko čutimo to radost in jo prižigamo, tako da prižigamo tudi timus, recimo, dihamo globoko, trebušno masiramo ledvička, masiramo točke, recimo vrata duha, je ena taka tudi srce 8, tukaj je zelo pomembna točka za umirjanje tudi palpitacij in srčne vročine. Masiramo prsnico, dihamo tudi v točko delovalni kanal 17. Tako da, ako presura dih, je lahko tudi zelo, zelo. Krasno. Mogoče eno vprašanje še za vse tiste ljudi, ki se včasih kar bojijo biti malo radostni pa veseli,
v tem smislu, da se jim zdi, da mogoče, ko začutijo malo radosti pa veselja, imajo takoj občutek, da bojo nekaj po glavi dobili. A veš, v tem smislu strah, nekaj bo šlo pa narobe. Sploh nimam dovoljenja, da... Ja, to je pač ujetost, ne, v to matrico strahu, občutkov krivde, ne smem, ne zaslužim si, če bom uživala, ne, bo me nekdo po glavi potem, ne. Ampak ni lih tako, treba je se sprostiti, ker sproščenost, ne, sproščeno srce pomeni sproščeni vsi organi, vsaka celica in takrat mi zares lahko živimo življenje in uživamo. Najlepša hvala za vse te napotke in spremljajte nas tudi to poletje.